Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je prva tekma 11. kroga Prve lige Telekom Slovenije v Celju na stadionu z Dežele, pa se bosta danes pomerila domača ekipa Celja in gostujoče moštvo iz Kidričevega Aluminij. Ločenih karanten, pa odpadli treningi, izolacije in tako naprej. No, zdaj pa nov napad Celjanov, strel proti vratom. Ena zmaga Rečana na klopi. No, zdaj pa nov napad, tukaj priložnost in Celjani so povedli z 1-0. Strelec pa Ivan Božič. Ja, tudi on se je zdaj znova aktiviral z golom v slovenski prvi ligi. Celjani pa so odločno krenili v tole srečanje in povedli zelo hitro. Nova prekinitev, no prosti strel. Tudi pri Olimpiji številne kadrovske menjave, zdaj pa priložnost, gol za izenačenje, ne. Prevzemajo počasi pobudo rdeče-beli oziroma beli-rdeči, bomo rekli danes. Ali bo to strel Matjašiča? Ne, naravnost v naročje. Predložek v kazenski prostor in naravnost v roke vratarja Rozmana. No in Ljun. Nekaj več prostora, Bezjak, Brecelj je pritekel, podajo v kazenski prostor in Božič, drugi gol danes. Celje vodi 2-0. Enostavna kombinatorika zdaj Celjanov, ki so prišli kaj hitro v drugem polčasu že do svojega drugega gola. Kot kaže, danes je vroč Ivan Božič. Dušan Stojinović, reprezentant Slovenije do 21 let. Ja, Milenko Ačimović bo zdaj vodil reprezentanco Slovenije in 3-0. Nekaj sreče tudi zdaj za Celjane. No, Vrbanec pa je zdaj dosegel gol, ne bo se veselil, kajti gre za njegov bivši klub. Športnim spoštovanjem seveda do njegovega bivšega delodajalca, za katerega je odigral kar lepo število tekem. No, tukaj pa je Matic Vrbanec. Ja, padel je tam iz igre Kadušič. Bodo pa morali začeti nabirati točke tudi na gostovanjih, ker še niso slavili v tej sezoni, le 3 remiji so upisani. No, zdaj pa še gol za 4-0, strelec pa Mičo Kuzmanović. Ja, dišalo je na nekaj trenutkih o tem 4. golu, oziroma bilo je le še vprašanje časa, kajti trojica, ki je vstopila, je bila lačna igranja, tukaj pa je lepo zaključil. Opazil veliko prostora tam na drugi strani ob levi vratarjevi vratnici. Ja, Aluminij je za nas tradicionalno neugoden nasprotnik, tako da smo danes upali pred reprezentančnim premorom na ugoden izid. Z nekaj sreče in z disciplino in z nekako ekipno podobo smo uspeli doseči lepo zmago in čestitke fantom za uloženi trud. Pa dobro, danas je najlošija utakmica ove sezone sa naše strane. Previše je tu bilo grešaka u fazi obrane, u fazi napada, da bismo mogli nešto više napraviti ovdje. Nasprotniku čestitamo, bili su bolji, mi moramo gledati dalje.